Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj Eulerjevo formulo, ki nam omogoča izračunati eksponentno funkcijo imaginarnega števila. Torej, Eulerjeva formula pravi to. E na bi, torej bi je eno imaginarno število, prav kot sem pravil, torej E na bi je cos b plus I sinus b. Torej, tukaj pa lahko damo prav eno kompleksno število a plus bi. Torej, E na a plus bi rabimo pravila potenc, tukaj imamo vsoto, bomo množili potence, torej je E na a krat E na bi, ampak tukaj smo povedali, koliko je E na bi. In torej dobimo E na a krat kosinus b plus I sinus b. In opazimo, da E na a je realno število, ker a je realno število. Potem, kot poseben primer, lahko zberemo, da b velja pi, grški pi. Torej, E na pi gremo po formuli kosinus pi plus I sinus pi. In kot argumente sinusa in kosinusa upoštevamo kote v radianih. Torej, ta pi je pi radianov in odgovarja 180 stopinjam. In kosinus od 180 stopinj je minus 1, sinus od 180 stopinj je nič. In torej imamo minus 1 plus nič I. Torej minus 1, potem sem napisal še enkrat, urejeno, E na pi je enako minus 1. Če ta minus 1 nesemo na drugo stran, dobimo to, E na pi plus 1 je enako nič. In to je znana Eulerjeva identiteta. Je tako zelo pomembna, ker povezuje vse konstante matematike. Imamo ena, imamo nič, imamo neparevo število E, imamo grški pi in imamo imaginarno enoto. In tako jih poveže vseh. In ta je tudi formula, ki jo imam na klobuku, s katerim delam te videe. Ja, ker je zelo pomembna. Mislim, je zelo pomembna z estetskega vidika, ker povezuje prav vse te konstante. In še nekaj lahko opazimo, ko je napisano v tej obliki E na pi je enako minus 1, E je osnova, pi je eksponent. In torej to, iz tega lahko razumemo, da naravni logaritem od minus 1 je pi krat I. In torej s tem lahko zračunamo tudi logaritme negativnih števil. Ja, jasno, ko dobimo kot rezultat neko imaginarno število, ne bi mogli dobiti realnih števil, prav zato pravimo, da ravni logaritem ne sme imeti kot argument negativno vrednost, če hočemo stati znotraj realnih števil. Tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.